Ampak tukaj je še tretje kolo, zdaj na četrto še vedno čakamo. Tretje kolo pri tem delu, pri tem projektu področje kakovosti, slišali smo, gre za eno in isto melodijo osmišljevanja našega dela, zdaj bomo bolj slišali morda kako, ampak slišali smo, kako veliko odgovornost nosimo pri tem delu in samo s kakovostnim delom lahko temu se odzovemo. Izvoli. Hvala Zvonka, pa lep pozdrav še z moje strani. Zdaj moja naloga je, da na kratko povzamem tisto, kar smo v tem projektu delali na področju kakovosti. Nimam prav veliko časa za to, ampak tudi, če mi ga na koncu malo zmanjka, bi rada nekaj povedala na začetku, kar sicer nisem imela v scenariju, ampak me je predavanje dr. Letove, ne vem, no prav se dotaknilo in mislim, da nisem bila edina tukaj, ker nekaj nas je takih, ki se nam je verjetno odvrtel film čist daleč nazaj v naše študentske čase. In me je to spomnilo na to, da tudi ko delam zdaj na področju kakovosti, me kot sociologinjo ves čas spremljata dve razmerji družbeni, o katerih veliko mislim. Eno je razmerje med individualnim in skupnim in drugo je razmerje med svobodo in varnostjo. In mi je bilo zato tako dragocen zdaj ta premislek dr. Letove, ker se spomnim, da v naših študentskih časih in pri meni je že bilo tako, me je veliko bolj zanimal proces individualizacije kot proces skupnega, verjetno tudi zato, ker smo takrat išli, jaz sem tam sred 90-ih, proti koncu 90-ih let študirala, išli iz enega sistema, ki je bolj temeljil na kolektivizmu, mogoče prepuščal manj temu individualnemu in smo se zato vsi pač navduševali nad proučevanjem bolj teh individualiziranih učnih poti. Jaz sem iz tega tudi diplomirala in seveda kot takratni mladi duši mi je veliko bolj zanimiva bila svoboda, nisem toliko veliko razmišljala o varnosti. Zdaj, ko delam na tem področju, se mi zdi, da me prav ta razmerja spet kličejo nazaj in to tudi kaže na to, kako moramo biti mi vse življenjski učenci, da ene stvari, ko si gradil svojo strokovno identiteto, nekam postavil, se ti tudi zamajajo, pa jih moraš spet reflektirati in to je pravzaprav tisto, kar je tudi temeljno, kar mi poskušamo spodbujati, ko spodbujamo te premisleke o tem, kakšno je kakovostno izobraževanje. Zvonka, to sam zate povem, da ta energija, ki jo je prinesla dr. Letova danes, je bila popolnoma ista 25 let nazaj v njeni predavalnici, tako da tudi, če je imela v predavanju ob 8, nismo niti pomislili, da bi ga prespali, ker kakšnega mogoče kdaj smo. Tako da jaz tudi izkoristim, da se zahvalim veliko tistega, kar ste tako zasejala v nas takrat, zato smo danes tukaj pri našem delu. Tako da z tega vidika mi je bilo res dragoceno. Zdaj pa, da grem končno k tistem, da opravim svoje delo. Zdaj, v tej aktivnosti, kot sem rekla, v bistvu smo imeli 4 naloge. Ena je bila bolj sistemsko, povezana sistemsko, 3 so bile razvojno in čisto na kratko se bom sprehodila čez nje. Zdaj, izhodišče, tudi pri našem delu na področju kakovosti in moram reči, da mogoče to, da smo se na en najprej nenačrtovan način povezali s kolegicami, ki delajo bolj zarazljive skupine, ker mi nismo eksperti za to, nas je tudi malo senzibiliziralo za to, da se vprašamo, kako tudi s tem, kar delamo na področju kakovosti, lahko damo svoj prispevek v udejanjanju tega, kar je naša skupna zaveza, se pravi pravici vsakega odraslega do kakovostnega izobraževanja in to je povezano, kot so vse moje predhodnice že izpostavile, z pravičnostjo in z poštenimi enakimi možnostmi. In to je pač to prvo izhodišče. In tisto, kar je Petra prej govorila, kako pomembno je, da tudi v obdobju odraslosti, predvsem z neformalnim izobraževanjem, pomagamo ta most narediti odraslim, ki morda v svoji mladosti zaradi različnih razlogov nekih stvari niso mogli narediti in s tem odpiramo vrata v boljši svet. Jaz vedno iz te premise izhajam ene izmed teh temeljnih premis pravičnosti, kaj mi naredimo za to, da bojo posamezniki z enakimi sposobnostmi pa nadarjenosti imeli enake možnosti za uspeh v življenju, ne glede na pač njihovo socioekonomsko poreklo in dodam to, da ne smemo pozabiti, čeprav smo mi prvi na področju izobraževanja odraslih, ki se zavzemamo za to, da bi neformalno izobraževanje pridobilo na pomenu, da ni pomembno samo izobraževanje, sploh o splošnem govorim, samo izobraževanje za trg dela, da so vendar znanje in izobrazba v družbi, pač v takšni družbi smo še vedno
pozicijska dobrina, se pravi, pomagajo k socialni mobilnosti in zares pomagajo odpirati vrata v boljši svet. In zato moramo tudi, ko razmišljamo o kakovosti, pač o tem veliko razmišljati in tudi pol čisto operativno poskušati prispevati k temu. Zdaj pa ravno mi, ki delamo na področju kakovosti, zato jaz velikokrat rečem, čeprav se mi kdo ne smeje, da delo na področju kakovosti ni nekaj romantičnega, se soočimo z zelo različnimi pričakovanji, interesi različnih družbenih skupin, tudi ko razpravljamo o vprašanjih o tem, kaj je dobro izobraževanje odraslih, za koga delamo, za koga bomo vlagali v izobraževanje in to moramo sprejeti, to je pač narava naše družbe in zato poskušamo s temi tudi orodji, ki jih mi imamo, nekako pomagati tudi, da bi sploh znali se pogovarjati o teh naših različnih pogledih, da vemo, da se kdaj treba v kakšnih stvareh tudi pogajati in da moramo kdaj skleniti tudi kakšen kompromis. Čeprav mi kot v temelju nekako humanistično naravnani, včasih nam je to težko z nekimi drugimi družbenimi koncepti nekako sklepati kompromise, ampak po drugi strani, da imamo vsi mi, ki smo danes tukaj neko zavezo k strokovnosti, v kateri ne sklepamo kompromisov in neki etični drži, v kateri smo verjetno še najbolj poklicani sploh, ko delamo ali pa razmišljamo o ranljivih skupinah v družbi, se pravi, kot je rekla dr. Uletova, pravzaprav danes o nas vseh. In kar je še pomembno, ko mi delamo, razvijamo različne koncepte kakovosti, tega ne delamo v praznem prostoru. Na to, kako mi razvijamo neko zbirko kazalnikov, standardov kakovosti, vplivajo seveda že različni družbeni koncepti, ki so ta čas prisotni v prostoru. In mi se ves čas soočamo s temi, če dam to razmerje, o katerem se zdaj veliko vedno pogovarjamo, ta neoliberalni pristop, na drugi strani humanistični pristop, ta težnja po večji učinkovitosti, vsi nas sprašujejo, koliko ste česa naredili, koliko odraslih ste vključili, koliko sredstev se za to porablja, pa bi lahko še več jih vključili, pa mi vam damo še malo manj sredstev. Skratka, drugo je pa tisto, ki se mi vprašamo tudi, za koga mi delamo in kaj počnemo za skupine ljudi, ki morda brez tega, da imajo neke dodatne spodbude, so na robu in so prvi tisti, ki tvegajo družbeno izključenost. In pač vsem tem se pač mi soočamo in zato mislim, tudi ko smo aktivnosti v tem projektu delali, smo imeli v zavesti to, da ko gledamo tudi uspešnost, recimo, če smo izobraževalci odraslih, izobraževalne organizacije, osnovalci izobraževalne politike, ni pomembno samo, koliko odraslih vključimo v izobraževanje, ampak tudi koliko odraslih iz ranljivih skupin vključimo v izobraževanje in kaj znotraj procesov delamo za to, da jim bomo nekako en support nudili, da bojo tudi uspešno čez te procese prišli. In iz teh izhodišč, mogoče smo se najbolj soočili s tem, kar je precej zahtevno, ko smo delali v eni od teh razvojnih aktivnosti, kjer smo razvijali različna strokovna učna gradiva, neko zbirko kazalnikov in standardov kakovosti, kako meriti rezultate in učinke v izobraževanju odraslih. In prav mi, ki delamo na tem področju, smo včasih najbolj pripraven, kaj naj rečem, instrument, skozi katerega se lahko tudi takšne ali drugačne družbene ideologije sprocesirajo. Ker v bistvu ne rečemo eksplicitno, kaj je to kakovost, ampak s nekimi modeli, kazalnikov in standardov, ki postavimo, nekako usmerimo tisto, kar je dobro in tukaj smo bili zelo pozorni, da seveda mi moramo vključiti različne kazalnike, upoštevati različne interese. Mislim, konec koncev, mi smo dolžni kot izobraževalci nagovarjati tudi te različne interese in pričakovanja, ampak da ne izpade ta humanistični vidik in da smo poskušali v ta koncept vključiti prav res te kazalnike pravičnosti, kazalnike vključenosti, dostopnosti do izobraževanja, da tudi s tem prispevamo k nekem najprej ozaveščanju nas samih, pa da ne zapademo v neke stvari, ki jih sicer strokovno ne zagovarjamo in tudi kot je neko izhodišče za premislek. Še dve drugi publikaciji smo naredili v tem projektu, mi že od leta 2006
skrbimo v praksi, da nas je tukaj kar nekaj svetovalcev za kakovost, da smo poskušali skupaj koncepirati to vlogo svetovalca za kakovost in ravno, ko gre recimo za programe pismenosti, je ta svetovalc za kakovost, ki deluje v organizaciji, ki lahko pomaga potem, ko recimo te predstavniki iz ranljivih skupin že pridejo v izobraževalni proces, pa se seveda tam soočajo s številnimi ovirami, pomagajo z nasveti in učiteljem, strokovnim delavcem, kako te ovire premagati tudi z neko kakovostjo izobraževalnega procesa. In tretje, kar smo delili, zadnja leta smo precej delili z doktorjem Robijem Krofličem in smo razvili neke načine, kako z uporabo zgodbe v izobraževanju prispevati k samim premislekem refleksiji o tem, kaj je pomembno, ko delamo z odraslimi. In izdali smo publikacijo, zbrali smo številne zgodbe učiteljev, ki delujejo prav v teh programih za ranljive skupine, recimo program osnovne šole za odrasle, programi pismenosti, programe priseljencev. In ko sem jih jaz prebirala, tako sem vsakeč premislila, da bi to take kratke zgodbe so mogli prebrati vsi snovalci nacionalne izobraževalne politike, ker na tako preprost način pokažejo, kako težko je delo teh naših učiteljev in strokovnih delavcev, ki delajo z temi udeleženci. No, mislim, da tudi mi, ko delamo na nacionalni ravni, včasih nimamo čisto prave predstave o tem. No? In zato mislim vedno znova naša zahvala vsem vam, ki ste danes tukaj iz prakse, da to počnete in da to počnete tako, kot počnete. Zdaj, čisto na kratko, ko sem rekla, en del je bil tudi malo sistemsko naravnan, istočasno je potekal na nacionalni ravni še en projekt ugotavljanja zagotavljanja kakovosti, v katerega so bila vključena vsa področja izobraževanja, razen izobraževanja odraslih, ampak za razliko, včasih v preteklosti smo imeli malo težav s tem sodelovanjem, se je pa tokrat zelo dobro, moram reči, sodelovanje vzpostavilo med tema dvema projektoma, tako da smo mi iz tega našega projekta prispevali določen input tudi zato, da se je naredila neka povezava med temi aktivnostmi z željo, da bi se enkrat oblikoval en nacionalni okvir kakovosti, ki bi tudi vso raznolikost naših področij upošteval. Do tega še nismo prišli, ampak sodelovanje je bilo pa vzpostavljeno. In druga stvar, ki je za nas bolj pomembna, da nam je zakon o izobraževanju odraslih prav v Andragoškem centru naložil pripravo nacionalnega poročila kakovosti. Nič ne pove zakon, kaj naj bo v njem, kakšno naj bo. Zato smo mi v tem projektu pripravili en predlog strokovnih podlag in metodologije za takšno poročilo. Zdaj smo ga kot rezultat projekta posredovali na ministrstvo in jaz upam in zaupam, da se zdaj, ko je konc projekta, tukaj stvari ne bojo zaključile, da bi mogoče že v naslednjem letu v načrtu dela ACS najdli en majhen prostorček, da bi vsaj pilotno preskusili to realizacijo tega nacionalnega poročila o kakovosti. Ves čas smo skrbeli tudi za usposabljanje strokovnih delavcev, tako da sta nastala tudi dva programa usposabljanja. En je tak modularno zasnovan program za vzpostavitev in nadgradnjo sistemov kakovosti v izobraževalnih organizacijah in smo ga potem, ker smo vedno iskali sinergije z drugimi projekti, v drugem SSS projektu ves čas tudi že izpeljevali. In drugi je program usposabljanja za krepitev strateškega in operativnega razvojnega načrtovanja, za katerega bomo pa zdaj iskali prostor tudi za realizacijo. In zaključim s tistim, na kar mislim, da sem najbolj ponosna, da smo naredili v tem projektu, to pa zato, ker vem, koliko dela mojih kolegov, ki so danes tudi tukaj, je bilo vloženega pa vseh praktikov, da smo razvili en spletni portal, ki smo ga na kratko poimenovali Mozaik kakovosti in je nekakšno tako svetovalno orodje za vse, ki se v praksi ukvarjate s vprašanji kakovosti. Gor so številni pripomočki, primeri dobrih praks. V zadnjem času pa smo razvili tudi eno celo zbirko kratkih izobraževalnih videov, ki tudi pomagajo, ko se ukvarjamo z določenim vprašanjem. Najdemo tukaj mogoče kakšne rešitve, več o vsem tem pa bojo kolegice iz prakse kasneje v vrtiljaku boljše od mene povedale. Tako da jaz zdaj zaključim, ampak sam se en stavek Zvonka. Na koncu bi dvakrat rekla hvala in prvi moj hvala gre Ester, zato ker je takrat, ko se je snoval projekt in ko je imela projekt že skoraj zaključen in se je še iskalo, ali bomo sploh najdli kaj prostora tudi za aktivnosti kakovosti, pristala na to, da nas vzame zraven. To je povzročilo kar precej dodatnega dela, ampak mislim, da je pol v projektu veliko sinergij naredilo. Midve z Ester se včasih malo hecava, obe sva možine.
Možina je gorska roža s trni, obstaja tudi primorska različica, tista je tudi trpežna na sušo, tako da v tem projektu mislim, mrzkašen izziv smo imeli, ampak mislim, da smo ga uspešno pripeljali do konca tudi zaradi tega našega sodelovanja. In drugo je zahvala našemu ministrstvu. Zdaj jaz spadam med tiste, ki povem tudi takrat, kaj ni dovolj, kaj bi kaj več, kaj bi kaj drugače. Ampak jaz več kot 20 let delam na področju kakovosti in 20 let je to ministrstvo to področje podpiralo. Finančno, kakor se je dalo, včasih manj, včasih več, vsebinsko sploh nikoli ni bilo dileme in mislim, da tudi zaradi tega smo dosegli eno trajnost rezultatov v praksi, da ni bilo teh velikih lukenj tudi pri strokovnem delu, niti pri nas, niti v praksi. Tako da jaz upam in zaupam, da zdaj, ko je projekta konc, da se bo tudi naprej najdlo sredstva, predvsem za to razvojno delo. Tako da hvala in jaz vam še naprej želim uspešno konferenco. V imenu vseh en velik hvala tudi tebi, Tanja, ne samo za tole danes tukaj, ampak za vse, kar je bilo in tudi obilo energije za naprej, da upravljaš to neromantično delo, ki pa si ga skupaj seveda s sodelavkami in sodelavci uspela preko zgodb, morda pa vendarle preleviti v nekaj, čemur vsi radi in z velikim zanimanjem prisluhnemo. Hvala vsem trem za tole eno lepo zgodbo. Zdaj, če tudi je morda profesor dr. Jurka Lepičnik vodopivec, to pomeni ne, še ni prispela, itak. Besed je bilo dovolj, mislim, da je trenutek za predah, zato vas vabim v preddverje na odmor, ki si ga res zaslužimo, popijte, pojejte, predvsem pa se pogovarjajte o vsem tem lepem, kar je bilo izrečenega do sedaj. Dobimo se ponovno samo trenutek, ob 11:10. Pa bomo videli, kaj bo. Tukaj. 11:10, tukaj.